Najprej en lep dober večer, hvala, ko ste prišli. Čeprav imamo pač to nesrečo, da razsaja ta nesrečni kitajski virus, ampak imamo tako neposredni prenos. Najprej bi se zahvalil gospodu županu Čaležu in občinskemu odboru SDS Gorenje vas Poljane, da nas tukaj gostijo. Jaz sem Jože Biščak, urednik Demokracije. Moj gost v okviru Vseslovenske turneje Demokracije, kjer predstavljamo avtorje naših knjig, je gospod Miro Petek. Dobro večer. Dobro večer. Čeprav gospoda Petka ni treba posebej predstavljati, bi samo to povedal, da je bil že dolgo leta nazaj novinar Večera. Doživel je, ne bom rekel nesrečo, ampak napad. Lani je bila 200. obletnica, ne? Ja, Zdaj bo kmalu 21. obletnica. tako, Gospod Petek je edina prava žrtev med novinarji, ker je bil fizično napaden in je komaj ušel v smrti zaradi svojega pisanja. Kot novinar Večera je odkrival poti in stran poti privatizacije in to je skoraj plačal z življenjem. Potem je bil poslanec, kasneje direktor direktorata za medije. Nekaj časa je bil urednik Nove, delal je tudi na Demokraciji, danes je pa svetovalec ministra. Medtem ko je bil na Novi, je pisal kolumne in te kolumne smo lani izdali v tej knjigi Trio Adijo, Adijo pamet. To sicer ni prva knjiga od gospoda Petka, to je njegova 5. knjiga, poleg Upanja v dolini in Slovenska medijska puščajeva, hvala za besedo. Zanimivo pri tej knjigi je naslovnica. Če pogledate, govori o 3 predsednikih vlad, Alenki Bratušek, Miro Cerarju in Marjanu Šarcu. Zanimivo je pa predvsem to, da je to karikatura. Zakaj, gospod Petek, ste se odločili, da je na naslovnici karikatura? Ja, lep dobro večer tudi v mojem imenu. Veseli me, da vidim tule tudi 3 bivše poslance državnega zbora. Sami bivši smo tule, ne, dobri prijatelji in res veseli, da smo se nocoj srečali tule. Zakaj trio Adijo, Adijo pamet in taka naslovnica, ki je naredila 16-17-letni fant, perspektiven risar, ilustrator, v katerem bomo sigurno še kaj slišali v prihodnje. Gre za to, da so ti 3 modeli, ki so na naslovnici, v bistvu karikature slovenske politike. Če pogledate Mira Cerarja, ki si je na nek način vstopil v politiko in vsem, kar je počel v tistem času, pa je imel lepo večino za svojo stranko v slovenskem parlamentu, si je pokvaril nek ugled, ki ga je do takrat, ugled ustavnega pravnika, ki ga je do takrat tudi imel. In njegovi nastopi kot predsednika vlade so bili več ali manj podobni karikaturi. Da ne govorim o Marjanu Šarcu, ki pa je stopil v parlamentu in politiko kot karikatura in je to kariero karikatura ali pa komedijanta tudi nadaljeval in nadaljuje še dan danes. In seveda Alenka Bratušek, ki je z vsem svojim početjem kot predsednica vlade in tudi kasneje, ko je se samo predlagala za evropsko komisarko in vse, kar se je dogajalo v tej njeni politični karieri,
več ali manj karikatura v slovenskem političnem prostoru. In Cerar in Marjan Šarec sta nastopila tudi kot nova obraza in videli smo, da so ti novi obrazi pač ena velika prevara v slovenski politiki. Upam, da se na teh volitvah, ki nas skoraj da čakajo, to tudi konča. In zakaj tudi naslov na koncu Adijo pamet, ne? Mi sami si moramo vprašati, koga volimo na volitvah, in kadar izvolimo take ljudi, si moramo tudi sami sebi reči adijo pamet. Čeprav Miro Cerar ni več politik, da vsem z njim na kratko začeti, predvsem zaradi tega, ker se je predstavljal kot visoko moralen, etičen, kasneje pa se je izkazalo, da to ni. Ja, to je zanimivo. Jaz sem napisal, prednje Miro Cerar stopil v politiko, je on po celi Sloveniji, po osnovnih šolah govoril o morali. Predaval je tem gimnazijcem, bodočim intelektualcem o vrednotah, o morali. In par mesecev prednje je ona povedal, ta vstop v politiko je bil na Koroškem, na gimnaziji Ravne na Koroškem in v Slovenj Gradcu. In jaz sem tam zvedel, da je tale mož visoko načelni Miro Cerar si za eno pot na Koroško zaračunal dvojne potne stroške. Ne. To je tak ulični kriminal, ne, da si je dvakrat obračunal. Samo enkrat se je pelil na Koroško, je predaval v Slovenj Gradcu in na Ravnah in si zaračunal dvojne potne stroške. Takrat sem napisal v tem tudi en tweet, ki je bil precej viralen, vendar ti dominantni mediji tega niso povzemali. To je vse potonilo v pozabo. In s tem tweetom sem napovedal to nevarnost, kaj se nam lahko zgodi s Cerarjem, in na koncu se je to tudi zgodilo, ker pač enostavno je na vse to, kar je govoril pred volitvami, kar je predaval mladim, na vse to je pozabil, ker je stopil iz te sfere, iz akademske sfere v politiko in je povsem obrnil to ploščo. Zdaj bo šla počasno Alenka Bratušek in Šarca. Alenka Bratušek, ki je še v politiki, zdaj je predsednica SAB-a, je od začetka delovala relativno skromno, ne? Pa precej resno. Samo potem, ko je bil odstavljen Zoran Janković, je pokazala svoj pravi obraz. Kako je pa danes gledate? V bistvu je precej spretna, čeprav retorično precej skromna, in mislim, da tudi intelektualno precej na skromni ravni, vse doslej se je izkazalo tako. Spretna je pa na ta način, da kljub vsemu na koncu uspe svojo stranko pripeljati preko tega 4% praga. Spomnimo se, na zadnjih državnozborskih volitvah so imeli to kampanjo z upokojenci, višje pokojnine in podobno. In ljudje so na nek način temu nasedli. Tudi to dejstvo, kako je v bistvu nadomestila tega pokojnega poslanca v državnem zboru, na nek način je bil njegov sedež še topo, ko je že zavzemala to pozicijo. In ta njen eksperiment in izlet v Bruselj se je pokazal kot velik fiasko, ki so ga mediji v prvi fazi na nek način dobro obdelali, na koncu pa vemo, da je vse potonilo v pozabo. In danes se ti dominantni mediji tega enostavno sploh ne spomnijo.
In tudi to, kar se je dogajalo, v bistvu predvsem na odprti sceni, na nek način, da rečem, narekovaj ta kraja občinskih odborov, Desusa in podobno, kaže na to, v bistvu na nek način tudi njeno moralo. Mene je že pred leti na Twitterju blokirala, tako da niste edini. da nimam dostopa, kaj ena poslanka oziroma predsednica neke parlamentarne stranke sploh počne oziroma kako razmišlja, tako da pač vidimo to, kar pač prenesajo mediji. Ne. Zadnji iz tega trija je Marjan Šarec, za katerega lahko danes rečemo, da je od te trojice tudi najbolj glasen. Šarec je, ko je bil premier, iz funkcije predsednika vlade resnično naredil karikaturo. Funkcijo vlade je praktično razvrednotil. Ko je zavzel položaj, je kar nekako pozabil, da je bil zabavljač in svoje zabavljaške trike, ali kako temu rečemo, je prenesel v vlado. Še danes si domišlja, da je predsednik vlade. Mislite, da ima Marjan Šarec glede na to možnosti, da prestopi volilni prag, ker podpora mu pada? Mislim, da bo zelo težko prišel v parlament, oziroma če bo za malenkost prestopil ta prag, je 4%, oziroma tam okrog 40 do 45 tisoč glasov, ki jih mora dobiti neka stranka, da pride v parlament. Šarec je, kot kaže ta karikatura, v bistvu naredil iz vlade nek cirkus, oziroma je nadaljeval to svojo zgodbo zabavljače izpod kozovca oziroma Radia Gaga, kjer pa je lahko bil relativno uspešen. In tudi te njegove prispodobe o krofih in podobno, ki jih je stalno izražal v javnosti, so lahko za neko, oziroma metafore so lahko za neko literarno zvrst, seveda zelo dobrodošle za to politično komunikacijo. Vse to, kar je on predstavljal v javnosti, pa so bile precej abotne. Tako da javnomnenjske raziskave kažejo, da pri LMŠ-ju, da je velik padec, in ko smo enkrat priča takemu padcu v teh raziskavah, je res vprašanje, ali bo lahko še obdržal pozicijo v parlamentu. Ta trojica, o kateri zdaj govorimo, je vladala približno 10 let, praktično celo prejšnjo desetletje. Njena zapuščina, oziroma zapuščina teh treh kot predsednikov vlad in kot koalicij ni bila dobra, ampak dajte povedati, vi ste bili v drugi Janševi vladi na Ministrstvu za kulturo, zdaj ste za Ministrstvo za kulturo. A je bil zaznan kakšen napredek, ali kakšne so razlike med takrat, ko ste vi bili? Je ta trojica kaj naredila, so takratni ministri za kulturo karkoli naredili, kot zdaj, ko ste prišli na Ministrstvo za kulturo? Ja, ko sem bil prvič na kulturi, takrat kot direktor direktorata za medije, to je bilo eno leto, dobro enega leta. Takrat smo mogoče imeli tudi malo pa nesrečen poskus združitve Ministrstva za kulturo z šolstvom in izobraževanjem. Kljub temu situacija je bistveno slabša. To ministrstvo je vse prestreljeno z kadri, ki so si jih v teh letih tam navlekli. Spomnimo se, takrat, ko se je Slovenija osamosvojila, ko smo dobili Ministrstvo za kulturo, je bilo zaposlenih 30 ljudi, zdaj jih je okrog 140, pa imamo še agencije in podobno. V tem prvem mandatu 2012, ko so šel po hodniku ali pa stopnicah, so se ljudje stran obračali. Si rekel dober dan, pa so se stran obrnili.
In to se tudi še zdaj dogaja. Ne. Mi smo prišli tja 3-4 v kabinetu, na čelu z ministrom in seveda so problemi. Ne. In kaj je bilo narejenega? Narejeno je bilo to, da se je zaposlilo pač še dodatnih 10 in toliko ljudi v tem času in da je bilo ministrstvo po moji oceni precej neučinkovito. Mi smo v tem času razpisali, v dobrem letu in pol razpisali 2 razpisa za kulturne domove, ki jih v tem času v 10-12 letih ni bil objavljen niti en razpis. Bajno so se financirale nevladne organizacije, samo pogled z mojega okna. V pisarni je na Metelkovo 6, kjer imamo stalne konflikte, ker pač hočemo to stavbo, ki je naša, preurediti v prirodoslovni muzej. In seveda naša vlada, politika ministrstva za kulturo je sedaj bistveno drugačna, kot je bila pač prej, kar je pa normalno, kar enostavno ljudi večina slovenske javnosti take drugačne medijske ne razume, da nekdo, ki zmaga na volitvah, zmaga z svojim programom in tisti program mora pač vlada in potem ministrstva uresničevati. In naš program tudi na področju ministrstva za kulturo je tak, da se pomaga tudi lokalnim skupnostim. Tudi kmalu bomo imeli nov razpis za kulturne domove, končanje razpisa za tako imenovani kulturni evro v višini 1,5 milijona. Tako da tu je prišlo do bistvenega premika na tem področju, da se pač financirajo druge dejavnosti, kot so se pa na področju okolja in kulture, kot so se pa v preteklosti. Se je pa v njihovem mandatu zelo okrepil tako imenovani, če lahko temu tako rečemo, Odlazkov medijski imperij, ki deluje na nekaterih področjih tudi v neskladju z medijsko zakonodajo, ima monopole in krši predpise. Že kar na začetku mandata smo na ministrstvu pripravili novele zakona o RTV-ju, zakon o Slovenski tiskovni agenciji, seveda medijske zakonodaje. In že prve informacije, ki so prišle v javnost, so nas pričakali na nož. In potem se je pač dogajanje v koaliciji pokazalo, da ta zakonodaja v tem mandatu ne bi mogla biti sprejeta. In ravno v medijskem zakonu smo poskušali te monopole, ki so razrediti, naprimer te radijske mreže, predvsem mreža Radio 1, ki ima čisti monopol, in to mrežo je prevzel ta Odlazkov imperij, ki ima za sabo Dnevnik, televizijo, zdaj še ta radijski konglomerat, koliko 30-40-50 časopisov, zdaj je kupil še Radio Velenje in seveda ta koncentracija za medijsko krajino absolutno ni dobra, je škodljiva. In v tej zakonodaji smo tudi poskušali dati večjo težo Agenciji za varstvo konkurence, ki je edina na tem področju, ki ima znanje in tudi zakonodajne pristojnosti, da prepreči tovrstno monopolizacijo. Jaz se bojim, da bo ta zadeva zelo težka in da je nam tu zgodba šla iz rok, ne nam, pač pa v zadnjih 10-20 letih, ko so bile na oblasti leve vlade. Najbrž tudi zaradi tega ta odpor medijskega mainstreama proti spremembam zakonodaje, tudi žalitve, tudi laži. Prej smo menili, da so bili vi edini slovenski novinar, ki je doživel fizični napad. Medtem ko pa si današnji novinarji medijskega mainstreama, pa naj gre za časopise ali pa
elektronske medije domišljajo, da če oni kritizirajo, da ne bo noben nazaj jih kritiziral. Danes novinarji stokajo, da so deležni nasilja in groženj. Kako vi gledate pač na to? No, to je res smešno, kar se dogaja. Nekateri govorijo na RTV-ju, da doživljajo pritiske, ne povejo pa z imenom in priimkom, kdo doživlja pritiske in kdo na njih pritiska. Ne. Mi smo imeli v zadnjem letu dni na Ministrstvu za kulturo, smo se ukvarjali samo s tem, ko smo dobivali iz tujine pisma, pa podpise novinarjev in iz Evropskega parlamenta obiske, češ, da se pritiska na novinarje. Kje? Na koga? Na kak način? Ne? Če je nekdo napaden od politikov, ima vso pravico, da na ta napad odgovori. Vsi ti tviti od Janeza Janše, pa ne vem koga, pa Hojsa, pa Kanglerja, pa še marsikoga drugega, so posledica nekega predhodnega dejanja. In tudi so sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, da ima tudi neki politik pravico na kaj takega odgovoriti. Ne? In tu ne gre za nobene napade, grožnje, ne vem kaj, gre pač za neko retoriko, ki je lahko taka ali drugačna, ki je lahko tudi bolj ostra. In politik ima pravico, da na to tudi odgovori na tak način. No, tipičen, ja, izvoli, ne. In to je prav zanimivo, da se evropske institucije in tudi neki veliki evropski svetovni mediji ukvarjajo z nekimi tviti, 280 znakov govorijo o ne vem kakih grožnjah. In ko smo poskušali tudi hkrati predstaviti nek moj primer, ki sem bil pred, kar je kolega Jože Bišček omenil, ker sem bil leta 2001 na svojem pragu skoraj pokončana, ne ubiti, ne vem, je bil tudi namen tak, jih to enostavno ni zanimalo. Ne. Ena taka reakcija nekega politika, pa o tem pišejo svetovni evropski mediji. Hec je o tem, da smo na Ministrstvu za kulturo, jaz sam sem 20 minut odgovarjal na to temo za nemško državno televizijo CDF, ko so prišli v Sloveniji seveda na povabilo RTV in vseh ostalih. In po 20 minutah niso uporabili niti ene sekunde. 20 minut smo se pogovarjali. Pisali smo New York Timesu, ko je nas sprašal, smo odgovorili na dolgo in široko. Našega odgovora niso niti v enem delu citirali. In to so mediji, ki imajo pred ljudmi nek ugled. In če se ukvarjajo s tem, da napiše New York Times, da je Ministrstvo za kulturo izselilo Rog, to cono Roga, napišem mi, da to ni res, da je Rog od mestne občine in da je to naredila mestna občina oziroma Zoran Janković, tega enostavno ne objavijo. Enostavno ne. In kaj ne mi verjamemo zdaj New York Timesu, Washington Postu, Guardianu, če se laže o takih zadevah, ko se dogajajo v tej mali Sloveniji, kaj ne verjamemo za vojno v Afganistanu, Iraku, ne vem kaj, za neke planetarne zadeve, ne verjamemo, da je to res, kar oni piše. Ne vem. Ne. Jaz zdaj po vsem tem resnično dvomim, kar sem pač doživel v tem letu, 2 letih, ne. Ko gledaš, kaj oni piše, pa kaj mu odgovorimo, pa nič. Ne. Enako velja za politiko iz Brusla in podobno. No, vse te svetovne medije, ko si jih omenjali, New York Times, Washington Post, BBC, lahko rečemo, tudi Guardiana, ne, to so bili vendarle, nekoč so bili to, recimo, temu ugledni mediji, danes so pa izgubili, saj za moje pojme, kakršnokoli kredibilnost.
Prej ste omenjali, da se pač odreagira tem evropskim institucijam. Moram tukaj povedati, da smo tudi mi pač to doživeli. Kontaktirali so nas z pisarne, iz pisarne Vere Jourove, naj povemo svoje mnenje o medijski krajini v Sloveniji. Mi smo povedali, sodeloval sem na videokonferenci, v poročilu ni bilo omenjen niti z besedo. In ko so pa naslednjič še enkrat klicali, sem rekel ne, hvala, ker je tako brez veze, karkoli bom povedal, ne bo ali bo pa obrnen. Pa če se vrnemo zdaj nazaj, prej ste govoril o teh domnevnih napadih na medijski mainstream, kot je, ne vem, se počujem, RTV Slovenija. Tipičen primer tega je Zadnja tarča, ki je imela Franca Kanglerja. Franc Kangler je bil oproščen v 26 zadevah, bodisi so opustili kazenski pregon, bodisi je bil oproščen. Ampak ta tarča se je z Eriko Žnidaršičem, tistim novinarjem, ne vem, kako se piše, postavila v položaj in tožilca in sodnika. To ni prvi primer. To je malo izgledalo tako na tak način, kot so bili dakovski procesi. Kangler je bil tam in je svoje povedal in ni veljalo to nič. Ta njegova resnica pač ni pomenila. On je bil tam kot pred sodišču in čudi me, da je ob teh izkušnjah, ko jih Kangler ima in v politiki, in z slovenskim pravosodjem, in z slovenskimi mediji, da je na to pristal. To me čudi, nismo še po tistem nič govorili, zakaj je šel v to oddajo, ker je več ali manj jasno, da bo doživel obsojanje na odprti medijski sceni. Zanimivo je to, da noben novinar, razen kolikor pač gledamo po Twitterju, noben novinar iz tega mainstream medijskega okolja ni rekel, da je Val Tarča velik profesionalni kiks. So se pa seveda oglasili, ko je bil sklican programski svet. Ja, to so pa takoj 5000 podpisov hitro zbrali in pritiskajo na programski svet in ustvarjajo spet vzdušje, v katerem bojo pisali Evropo in podobno, da gre za napade na medijev in da gre za grožnje avtonomnemu, neodvisnemu nekakemu novinarstvu še, to so fraze, ki jih širijo non-stop. S tem, da gre to za javno, bi rekel, državno televizijo, ki je v javni lasti, podobno kot STA, in mislim, da vsaj ta dva medija bi mogla biti res ideološko nevtralna. Absolutno. Žal nista. Tudi ne smemo biti naivni. Vsako novo vodstvo, ki bo prišlo, pa ne bo še imelo take poštene načrte za to hišo, bo imelo težave, ker na RTV Slovenija je zaposlenih 2200 ljudi, za primerjavo okrog 2200 imamo v Sloveniji tudi uniformiranih vojakov, se pravi, če odštejemo oficirje, pa tudi tisti vojaki pod orožjem, teh je v Sloveniji 2200 do 2300. Na RTV Slovenija je zaposlenih 2200 ljudi tam tu okrog. Od tega je okrog 660 novinarjev, od tega ima okrog 160-170 novinarjev nima ustrezne izobrazbe. Od 2200 zaposlenih jih 900 pa še nekaj, ali skoraj 1000 nima ustrezne izobrazbe. In na RTV-ju se lahko zamenja direktor RTV-ja, direktor televizije, direktor radija, uredniki, 5-6 ljudi, zadaj imaš pa ti armado, 600 novinarjev, ki hoče imeti status quo. To so tisti, ki so prišli na televizijo ali pa na radio novinarje po nekih vezah za srednjo šolo ali pa še to, ali pa iz tiste kvote 200-300, ki so bili honorarci, pa jih je po zahtevi sodišča
so jih morali zaposliti. Ne. Tam ni šlo za neko meritokracijo, kaj neki novinar zna, pač pa je on bil tam kot honorar zaposlen 5-6 let in so ga morali zaposliti. Ne. In profesionalizem v tej javni hiši je enostavno povsem absurdno. S tem, da javna hiša igra precej pomembno vlogo v predvolilnem obdobju. Kako vi gledate na medije ta hip? Meni se vendarle zdi, da se vendarle malo premika na boljše. Recimo, Siol je postal precej uravnotežen, dokaj korekten, bi rekel, isto planet vseh medijev, vendarle res je, še vedno levica oziroma ideološko leva stran obvladuje je več kot 80% medijev. Kakšna bo po vašem mnenju vloga medijev pred temi volitvami? Vemo, da so odigrali zelo pomembno, se vprašuje na izrazu, tudi svinsko vlogo pred volitvami 2018, pred volitvami 2014, 2011, 2008. Kakšna bo zdaj, po vašem mnenju, vloga klasičnih medijev? Vemo, da pač te zdaj digitalni mediji, kot so internet, v Sloveniji še ne igrajo take ključne vloge. Ali pač? Jaz mislim, da ti klasični pa obstoječi, pa če ne rečemo tudi dominantni ali pa mainstream mediji, bojo igrali vlogo tako, kot so jo pa doslej, kar že tudi nakazuje, z vsemi temi javnomnenjskimi raziskavami, z gosti, ki jih vabijo, z intervjuji in podobno. Bistvena razlika je v tem, da imamo tule na drugi strani, pa rečemo konzervativne, vedno močnejše medije od Nove demokracije, vsa ta paleta spletnih portalov, ki niso več zanemarljivi, ki reagirajo na laž, ki se pojavi na Pop TV-ju ali na televiziji Slovenije. Se lahko takoj reagira, kar se včasih ni mogel. In to bo pa odigralo pomembno vlogo na teh volitvah. Čeprav so na te medije seveda tudi hudi pritiski, jaz vem, in na Novo, in na Demokracijo, mi praktično tedensko dobivamo inšpekcije, moramo odgovarjati na razne, bi človek rekel, neumnosti, deležni smo in groženj, deležni smo tega, da smo fašisti, rasisti, nacisti. Kako gledate na to? To so te diskreditacije, ki smo jih na tej strani v bistvu vajeni, ki se pojavljajo, če se spomnimo, že takrat, ko je nastala TV3, ko je ustanovila cerkev oziroma škofija. Vsi so govorili cerkvena televizija. To ni ne cerkvena televizija in so to daje ljudi, čeprav so imeli dober program. Tudi kasneje, ko je cerkev prodala to televizijo tujemu lastniku, je ta televizija postala toliko močna, tudi na poglaševalski plati, da so jo na drug način uničili, da so se tuji lastniki umaknili. S tem, da recimo mediji, ki jih prepoznamo kot desne medije, svoje usmeritve ne skrivajo. Medtem ko medijski mainstream se skriva za neko neodvisnostjo, nevtralnostjo. Te neodvisnosti in nevtralnosti enostavno ni, tako kot ni objektivnosti v medijih in novinarstvu, ker vsak ima neko svojo subjektivno preferenco in za medij in v tem, kar piše. Novo je deklarirana kot konzervativni del, desni del, demokracija je enako. Mi, ko smo tam delali, vi, ko tam delate, se ve, kam ti sodiš. Jaz kot novinar do 2004, ko sem bil na Večeru, novinar in urednik, nisem bil v nobeni stranki, nisem bil niti prej v partiji, niti v kakšni drugi stranki. Ko pa sem prestopil v politiko, pa sem šel v stranko. In danes imamo upravka v teh medijih, kako so dominantni mediji, kako so apolitični,
so pa resnici neki navijaški aktivisti, ki seveda upravljajo to delo, mogoče ne toliko zaradi tega, ko bi jim nekdo to naročil, ampak zato, ker mislijo in ker tako tudi čutijo. S tem, da te mediji zdaj pumpajo, človek rekel, nove obraze, kot je Zorčič, Golob, praktično vabijo v udarne termine in dajo na naslovence ljudi, ki sploh še stranke nimajo. Ampak pustiva zdaj to, vprašal bi vas, v tem predvolilnem času, ko se napovedujejo nove politične stranke, vsaj mislim, da je Zorčič, predsednik parlamenta, imel ustanovni kongres stranke Lidl, ne Lidl, Lidl. Se pravi, podobno je. Golob, Robert Golob, bivši predsednik uprave Genija, sploh še stranke nime, pa se pojavlja na naslovnicah. Kako vi mislite, kakšne so možnosti, recimo Zorčiča pa Goloba, če bi slučajno odšla v ljudje, ker še ni pač gotovo? Zorčiča nikakršne. Zorčič je precej anemični politik in tudi to, kar je ustanovil, je malo smešno. Predsedstvo so imeli v stari Jugoslaviji, tam so imeli tudi čez svet federacije, lahko še to ustanovi kakšna stranka, pa Kučana postaja na čelo tega sveta federacije. Seveda pri Golobu je zanimivo to, da so nekateri še nekaj časa govorili, da je to nov obraz, dokler se ni povedal, v katerih strankah je že bil. In seveda zdaj niti Zorčič, niti Golob nista nova obraza. To je dejstvo, da bojo pač nastali neke nove stranke ali povezovanja. Je pa razvidno, da ima Golob izjemno medijsko podporo. Zorčič na kaj takega ne more računati, ker posega v ta krog KUL-a. Bo pa to zanimivo, kako se bo med sabo povezovali. Je pa že Drnovšek pred mnogimi leti rekel za svoje ljudi znotraj stranke, da se bojo med sabo pobili, ko njega ne bo več, in to se je tudi zgodilo. Je nasploh nastala kar naenkrat gneča na levici. Tako zelo, da so pač tale četverica, ki je zdaj v KUL-u, kar malo nervozna postala zaradi Goloba in mogoče tudi Zorčiča tako zelo, da jih zadnjič na Dražgošah sploh ni bilo ne Bratuška, ni bilo ne Šarca. Ja, zanimivo, kaj se dogaja, da se niso šli tja pokazati. S tem, da je bil Kučanov govor, ne vem, a ste ga poslušali, oziroma bral, zelo izključevalen in zelo grozeč. Neposredno je pozival k nasilju, ki se že dogaja na ljubljanskih ulicah, ker nasilje je tudi to, da ti kar zapreš ulico in onemogočiš drugim meščanom gibanje. Nasilje je nasploh postalo neka stalnica na levici. Mislite, da se bo še stopnjevalo? Ja, jaz mislim, da pred volitvami bo. Pri nas na kulturi smo tedensko doživljali zaprtje ceste in so tam se slačili, pa plesali, pa pisali po asfaltu, pa lepili plakate po stenah ministrstva, pa kljukaste križe risali. Ko so zaprli cesto, jaz sem to že kar videl iz svojega okna, pogledal, da 3 novinarji, 4 novinarji že hodijo, na koncu jih je bo 20-30 pa kamere, ki so bili obveščeni in so čakali, da so pole oni prihrumeli iz Metelkove, polivali tam, pisali, policaji so pa zravno gledali. A ste prišli, koliko groženj je bilo že deležno Ministrstvo za kulturo, prijav, preiskovalnih komisij, izrednih sej? Tudi po 3 seje na teden je imel Ministrstvo za kulturo. Violeta pa Sukičeva, pa ta kompanija, non-stop so sklicovali.
izredne, nujne, redne seje. Ne, ker, zanimivo minister za kulturo, ki bi rekel človeku, ne, v primerjavi s tem, kar ima šolstvo, ki obrača milijarde, ali pa infrastruktura, par milijard obrača to ministrstvo, mi imamo pa 230-240 milijonov evrov proračuna, vendar je ideološki boj tako močen, ne, da mediji in ti ulični komedijanti pač pritiskajo v glavnem na kulturo. Pred Darsom ali pa ministrstvo za infrastrukturo ni bilo nikoli nobenega protesta. Ne. Ja, to je res. Zdaj bi pa vas prosil, dragi obiskovalci, če ima kdo kakšno vprašanje za gospoda Petka, če ima kdo kakšen komentar, če bi kdo rad kaj povedal, da se tukaj razvije neka debata. Ja, da pa moram reči, da sem počaščen, da v naši občini v Poljanski dolini gostimo dva taka eminentna človeka, no, glavnega urednika Demokracije, našega časopisa, no, in pa gospoda Petka, poslanca, prijatelja, so poslanca na starih, marljivega delovnega človeka, no, in občinski odbor SDS Gornja Vas Poljane je hvaležen, da sta prišla. Hvala predsednici Ireni in podžupanu za pomoč pri organizaciji. Je pa res, no, moram reči, da sta oba zdaj za časa vladanja naše vlade pod vodstvom Janeza Janše zelo izpostavljena. In zdaj v tem pogovoru sta tudi že veliko povedala, jaz tudi veliko razumem, ker en toliko cajta sem tudi že v politiki in ne vem, koliko zadeve greja, koliko peleja, koliko se je treba dejansko boriti, da poveš tisto, kar je prav. Ne. Ampak nam je bistveno lažje, ker mi dejansko govorimo po pravici. Veš, nam se ni treba skrivati, zavijati to, ali pa drugače. Mislim, da prihaja tisti cajt, ki se bojo te stvari obrnile. Ne. In jaz želim objema vama dati samo vzpodbuda, da bodita vztrajna, delita v tej smeri, ki jo delata. Vedno smo tudi tisti, ki imamo izkušnje iz tega političnega področja, tudi na razpolago za pomoč. In en del pomoči je tudi danes, da imamo vas vaja tle in pa na vsak način vama res iskreno želim srečno. Hvala, pa gospod župan, ko ste že glih, vi začeli in ko ste glih tukaj, zdaj pa nam vi povejte, kako vi na občini občutite to desno-sredinsko vlado. Namreč po mainstream medijih pišemo, da je fašistična, nacistična, da ne dela za ljudi, da samo krade in tako naprej. Kako vi na občini občutite to vlado? Glejte, že 2 leti nazaj, ko se je zamenjala vlada, ko je vlada Janeza Janše nastopila, smo dobili informacijo, da bomo imeli povečanje na povprečnino. Prejšnji predsednik vlade, gospod Šarec, je bil župan, in se iskreno povem, veliko pričakoval od njega, da bo ravno na povprečnini ta predsednik vlade nekaj naredil. Ropkali smo se za tiste evrote, pa nič ni bilo od tega. Zdajšnja vlada v teh 2 letih bo hmal, je res izredno veliko naredila za občine, povečala sredstva občinam, povečali so se razpisi ministrstev. Gospod Petek je že povedal, kako je sam ministrstvo za kulturo naredil. Ministrstva so občinam, županom dosegljiva, imamo sogovornike, tečejo izredno visoke investicije. Če sam za naša občina povem, tukaj imamo recimo cestna državna infrastruktura, čisto vse se dejansko odvija dela. Središče Poljan, kulturni projekt se dela, potem je ministrstvo za delo in družino, hiša generacij, so bile sanje, da bo kdaj v Gorenju se gradbi še tam čez glavna cesta.
In resno jaz tle noter moram tudi izredno izpostaviti pa pohvaliti našega poslanca oziroma državnega sekretarja, gospoda Žana Mahniča, s katerim odlično sodelujeva, in pa seveda s celotno vlado, no, in moram se tudi zahvaliti vladi. V začetku decembra v obisku na Gorenjskem, no, je bila seja vlade tudi tukaj v Sokolskem domu v Rejnos in mislim, da je tako priznanje dejansko, da delamo v pravi smeri in tu je vlada, ki gre med ljudi, ker nam se gre za ljudi, zavedajo se pa tudi tega, da smo pa ravne občine tiste, ki dejansko delamo razvoj. In vsi župani, lahko rečem, da sem bil presenečen, so bila z direktorica na srečanju županov na zadnjem na Brdu in dejansko vsi župani, od župana Ljubljane naprej, so izpostavili izredno dobro delo vlade in posluh vlade do občin. Gospod župan, hvala. Gospod Petek, še vas bi nekaj vprašal. Kje je ta diktatura, ki jo imamo? Kje je ta fašizem? Kje je ta nacizem, s katerim nas vedno znova, bom rekel, posiljujejo medijski mainstream, da ga živimo. Jaz se ne spomnim novinarja, ki bi bil v tej vladi zaprt, ali pa pretepen. Ne spomnim se nobenega, ki bi zaradi drugačnega mnenja bil preganjan. Odkje ta fantazma medijev, da to imamo? Zanimivo tudi to, da novinarji v bistvu najlažje pišejo pa kritizirajo oblast, kakršnakoli je. Kakršnakoli. Bolj riskantno je pisati o tem, kar sem pisal jaz. Ko sem pisal o tem podzemlju, o kriminalu. To je bolj nevarno, ker ti ljudje so brutalni. Te, ko sem jaz pisal, ti ljudje so brutalni, so imeli veliko denarja, so bili milijonarji, vsi so bili na lestvicah 100 najbogatejših Slovencev in si posegal v njihove interese, v njihov ugled. Bili so brutalni, precej nerazgledani, ker so pač dobili to premoženje na tak ali drugačen način. In meni je lažje bilo takrat kritizirati ali Kučana, ali Drnovška, ali pa Janša, ali kogarkoli, ker tisti ne bo nič naredil. Tisti je varno. To je polje, kritizirati politike je polje varnosti. Drugo je pisati o kriminalu, kakršenkoli že, ker tam pa res ne veš, kaj te čaka. In kaj je politik naredil, kaj mu novinar naredil to, da mu je na Twitterju napisal, da se laže in da je za nič, da je lažnivca. Če pa je to fašizem, kar mi zdaj živimo v Sloveniji, pa ne to traja. Če je to diktatura, ne to traja. Če sem jaz fašist, kdo se me bo bal? Se mene tepe, jaz nobenemu nič ne naredim, mene pride pretepati. In so ljudje lahko varni, če sem jaz fašist. No, nekateri pravijo pač, predvsem protestniki, proti ukrepom vlade glede epidemiološke krize, da je to diktatura, čeprav meni se ne zdi, da bi bil PCT pogoj kakršnakoli diktatura, ker gre za kratkotrajne ukrepe, ki bodo prej ali slej minili. Če pogledamo druge države, ki imajo še veliko strožjejše ukrepe. Ravno danes sem bral, Kanada bo uvedla stroge kazni za necepljene. Francija razmišlja, da necepljenih ne bo pustila na volišča, ampak bodo volili po pošti. Avstrija razmišlja o obveznem cepljenju. Desnosredinski vladi kaj takega na pamet ne pade, pa kljub temu pravijo, da je neka diktatura. Kako pa vi gledate na te ukrepe? Te ukrepe moramo sprejeti. Jaz sam sem trikrat cepljen, nimam nobenih razlogov, da ne bi verjel stroki in da ne bi šel po tej poti. Res je, da imamo tudi na ministrstvu, ali pa smo imeli določene ljudi,
ki so nagovarjali, da se naj posamezniki ne cepijo in da so nasedali tem Facebook doktorjem. Samo nekaj, spomnimo se, mi smo tole že toliko stari, da smo bili v JLA. Prvi teden, ko si prišel v JLA, si dobil tako injekcijo, ki je, da ti je držala pole za 3-4 leta, pa se nisi vprašal, kaj je tam neta. Ne? In si lahko pojedel konzervo, pa mesni določak, ki mu je rok pretekel že pred 15 leti, pa smo še zdaj živi. Jaz tu stroki verjamem, tudi mi smo se veliko, pač na kulturi smo imeli veliko problemov prav s kulturniki, ker smo pač morali zapreti kulturne domove, prireditve in podobno, ne? In se je to smatralo kot diktatura. Samo druge rešitve ni bolj. Verjetno nas še marsikaj tudi čaka. Ne verjamem, da se bomo kmalu čisto izvili iz tega. In na nek način bomo verjetno se morali tudi navaditi živeti s tem. Tudi ko pridejo v Ljubljano Japonci, so vsi hodili z maskami, se nam je čudno zdelo pred 5-10 leti, da jih čudakov hodi z maskami. Oni so živeli, zakaj? Definitivno je življenje oteženo zaradi krize, ampak neznosno zagotovo. Kaj pa obiskovalci menijo o tem kitajskem virusu, o ukrepih vlade in kdo? Mnenje je ono, da so ukrepi vlade celo premili. Moj vzor je Avstralija pa Nova Zelandija, pa določen čas Italija, ker se je brez vzroka ne smejo iti na cesto. Na tak način se preprečuje širjenje. Ne pa iti malo na silvestrovanje, pa pridejo, recimo moja ničarka je zelo okužena, je učiteljica v Medvodah in jih je od tole prišla silvestrovanja in je ravno zadosti se imela, da sta cel razred doma, pa učiteljica bolna. Mislim bolna, ker je cepljena je malo lažja oblika. Še en primer, recimo jaz sem bil otrok v Škofji Loški klavnici, za živali se je šlo. Na klavni liniji so zaznali goveda s slinavko in parkljevko. En moj starejši prijatelj je bil takrat vajenec, ni bil tam nekje v glavnih delih. 14 dni doma pod vojaško policijo, vsa žlahta v hiši. Listek na to mesto ga je neslo vojaški policaj, denar in to, kaj je treba s trgovine. In svojimi sorodniki nosili 14 dni nikamor, pa okoli hiše je bila tisto žahanje v nekaj namočeno. Samo odločen ukrep, čim manj stikov bo širjenje virusov. Ker virus je nekaj takega z mehko genetsko zasnovo, zato se lahko izredno hitro spreminja. Lahko imamo v bistvu srečo, ker gre v mehkejše variante, manj nevarne, čeprav hitreje nalezljive. Kaj pa če bi mutiral v varianto, kjer še ni razvito cepivo, a bi se lahko hitro odzvalo. To se pravi, tukaj ni zafrkancije in je treba zadevo resno vzeti. Tudi to se pravi v tem krogu, kjer živim, jih imamo nekaj resnejših. Moja sestra, višja medicinska sestra, je rekla, premladim so leta že 3 pljuča presadili. Posledice covida. Naštela jih je cel kup, da so nasoče, se učijo nazaj hoditi. Recimo tam, ker hodimo po mleko, je bil ravno na tem, da ga dajo na kisik, ker se mu je izboljšalo. Da je pol leta doma, se ga ni več ohlev, edino te letom prinese pač mleko, ker je, da doda krmilo, prej bil pa na vseh zadevah. To se pravi, če te porn zadane, te lahko fajn zadane. In to ni hripca. Hripce smo 14 dni ležati in lahko ti sicer pustila na srcu starejšim ljudem, kakšne posledice, veš pa, ker si jo priležal tukaj, ti pa, če te močno zadane, da nagovorimo, 6000 mrtvih, bi lahko vsaj razpolovili, če bi bila večja disciplina. Tako da pa direktno pozivanje
na bojkotiranje, na izigravanje ukrepov. Ne vem. S tem, da so izkoristili virusno krizo direktno za napad na vlado. Ampak kot je gospod Petek rekel, najbrž se bomo mogli v prihodnosti navaditi živeti z bodisi tem virusom ali pa kakšnim drugim. Vsi upamo, da bo pač ta virus izvenel v milejšo obliko. Ne vemo, kako bo pač mutiral naprej. Je pa meni se zdi dobro, da so ukrepi vlade tako mili. Eni najmilejših, bom rekel, v Evropi, če ne na svetu. Ne? In podobno kot Danska in neposredna posledica tega je, da pač ta vlada pusti kljub virusu delati ljudem, podjetnikom, komorkoli, in zaradi tega je Slovenija med tistimi državami, kar je ugotavljal tudi OECD in potem objavil Economist, med zmagovalkami, med gospodarskimi zmagovalkami te pandemije. Jaz si samo želim, da bo tako ostalo. Menim, da je pač na pravi poti, kot je prej gospod župan omenil, da ta vlada veliko daje ljudem. Neki švedska univerza, njen inštitut meri nek indeks vladne učinkovitosti in Slovenija je v zadnjih 2 letih tukaj zelo napredovala. Če je bila še pred 3 leti, spadala med države, ki veliko jemljajo in malo vračajo, zdaj prišla med države, ki še vedno veliko jemljajo, ampak tudi veliko vrnejo. Seveda so najboljše države tiste, ki malo vzamejo, pa veliko vrnejo. Je pa odvisno tudi, če lahko, od vodstva posamezne občine. Ne? Ko prideš v Gorenje vas, ko vidiš, kaj se tu dela, kaj tu nastaja, vidiš, da je v zadnje delovno dobro vodstvo z županom na čelu in občinskim svetom. Z županom smo poslanca 2008-2011 in ko so seje trajale 12 ur ali pa 14 ur, je bil tek nervozni, rekel pa to ja ne gre. Rekel, kaj bi jaz lahko že v občini naredil. Je bil prav jezni in je rekel, jaz se tega ne grem več, rekel, jaz pa nam več tu kandidiram. Rekel, to pa ni za mene. Ne. Evo, se je bil takrat tudi župan, takrat je bil doživka. In vidi se, kaj lahko nastane v enem okolju, če imaš res dobrega župana in dober občinski svet, podporo krajanov. Res čestitam, tudi vidimo, v kakšnem okolju smo tole. In ni vse v Ljubljani, in značilnost teh naših vlad, desnih vlad je v tem, da vlagajo tudi v podeželje. Jaz prihajam iz Mežice, dobro, mi nimamo še 3. razvojne, vsi smo 2 uri rabim iz Ljubljane, da pridem do doma, nekateri pride z letališča, prideš ti v Bruselj ali pa v London že v 2 urah, ko se jaz prebijem na Koroško, samo imamo pa internet, tako pa v Ljubljane, imamo, seveda življenje na podeželju je tudi po drugi strani lahko zelo kvalitetno. In seveda, vi imate tole v redu prometno infrastrukturo, da se dobili tole obvoznico, ki ogromno pomeni, da se izogneš Škofje Loke. In to, da imamo kulturne domove, da lahko imamo predstave profesionalnih gledališč, da imamo ta kulturni dom, da lahko pride profesionalno gledališče, pa zaigra tole. In v to se zdaj pospešeno vlaga, da imamo le kvalitetne knjižnice in podobno. A bi še kdo kaj povedal, kaj vprašal? Izvolite. Jaz bi vprašala gospoda Petka, kako je po tistem vašem napadu potekala preiskava in kakšen je epilog, če ni preboleča ali pa Ne, ni, to je že.
to je že 21 let zdaj od tega. Glejte, preiskava je potekala katastrofalno. Ne. Takrat so prišli sicer policisti, rabili so 35 minut, da so prišli do hiše, drugače so se hvalili, da je njihov odzivni čas 8 minut, 7-8 minut, poprečni njihov odzivni čas, da so prišli 35 minut. Pa vmes je komunala že vse splužba, ker je bilo nekih 5 cm snega, da ni bilo več prstnih, da ni bilo več odtisov nog, tako da so to dobro poskrbeli, niso zaprli meje, ne, ali pa proti cest. 2 ceste vodita iz Koroške, ali pa 3, ena v Avstrijo, ena proti Mariboru, pa proti Ljubljani, nič niso naredili. Ne, to ne moš vedeti, ali je to bilo namerno, ali so bili res taki šalabajzni. Preiskava, 5 ljudi je bilo zaprti, ki so jih na koncu spustili. Ne. Tisti sodnik v Murski Soboti je v eni taki druščini v hotelu Diana pač rekel, da jih on ne bo obsodil, ker so povedali, kot hodi njegov sin v šolo, in je rekel, da jih pač ne bo obsodil, ne jih obsodi nekdo drug. Ne. Je bil jasno dan znak, kaj se bo zgodilo. Ne. Na koncu je bilo rečeno, da je šlo samo za indice, ni bilo nekega materialnega dokaza, in je tale sodnik Palatin rekel, da na indični sodbi ljudi ne more obsoditi. Ne. Pa smo imeli pa primer Patrija, ne, ker je bil Janez Janša obsojen, ne, pa je na ustavnem sodišču oproščen zaradi indične sodbe. Ne. Skratka, tisti ljudje, ki so bili, seveda, ker jim ni bilo dokazano, ker jih je sodnik spustil, so dobili odškodnino od države v višini okrog 630 tisoč evrov. Jaz sem dobil od države nič, razen posledic. Potem so me še eni nagovarjali čez leta, naj tožim državo, ker ni poskrbela za to, da prvič za varnost, drugič pa za neko satisfakcijo, mene kot žrtve. Ni poskrbela za tako stanje, da se to ne bi dogajalo, oziroma ni poskrbela za tako policijo, da bi to raziskala, pa ste rekel, ni govora. Ne bom jaz tožil, da me bojo še enkrat vlačili po časopisih, pa ne vem kje, ker hočejo države nekaj pokasirati. S tem, da ste vi o teh ljudeh že pisali že več let in bi lahko na podlagi samo vaših raziskovanj sprožili kakšno preiskavo, ampak oni so pač delali svoje rabote naprej. Ja. Jaz sem pisal o pranju denarja v Novi Kreditni banki Maribor, ki je bila takrat v državni lasti. In napisal serijo člankov okrog tega in se noben ni zganil, čisto nič. Sem mislil, da naj oni piše tam za večer na tistem selu, ker so pač v Ljubljani so pač bile večje zgodbe, od Hita, ti si tudi v Hitu pisal, pa Mercator, pa ne, in tako da noben ni kaj reagiral. Organi pregona itak ne, ker so bili med sabo povezani. Samo če bi že takrat naša država, policija, reagirala na pranje denarja. Pranje denarja pomeni, da pač ti imaš nek umazan denar iz nezakonitih poslov, je to droga, je to orožje ali ne vem kaj, ki ga pač položiš na banko in ga na tak način opereš in lahko pač poslizmo denarju preko svojega računa normalno posluješ. Če bi organi pregona takrat reagirali, mogoče te slavne afere Iran, NLB Gate ne bi bilo, se mogoče tisti bančniki ne bi upali to početi, če bi že takrat reagirali, ko sem jaz pisal, kaj se dogaja v tej... No, čeprav pri pranju iranskega denarja v NLB je vendarle tisti Iranec nakazoval denar zelo znanim osebam, kot je Miki Miška, Jaka Racman, Superman. Mogoče me to, da niso reagirali. Ima še kdo slučajno
če ne bi se Lahko vam... Izvolite. Še eno priporočilo, ki sem ga čisto slučajno zdaj. A ne, volitve se bližajo, ljudje je treba predočiti uspehe te vlade, ampak ne s kakšnimi dobrimi članki. Vi imate v demokraciji dobro tisto, ne, pa Šarcu je bila ta cifra, pri tej vladi je ta. No, jaz sem pa dobil od tega svojega Twitter kroga pobudo, da vsak dan damo na tweet pač en uspeh in jaz zdaj to delam. Sej ljudje počas, vendarle počas, ampak zanesljivo spoznavajo, da ta vlada dela vendarle dobro, boljše kot katera koli vlada kot prej. Vse, kot sem prej rekel, ne, sicer ta država, ampak pač tak sistem davčni imamo, vse, še vedno veliko jemlje ljudema, ne, od plače damo, ne vem, mislim, da čez 40%, a ne, ampak tudi veliko vrača, medtem ko je prejšnje leve vlade so veliko jemale, ampak vračale so pa samo svojim v državni upravi, ne pa ljudem. Vse, kot je gospod župan rekel, se občuti ta razlika in najbrž precej. Rad bi se vam zahvalil, da ste prišli še enkrat gospodu županu, še enkrat občinskemu odboru SDS Gorenja vas Poljane. Hkrati bi vas tudi povabil v začetku marca, se bomo naredili malo promocije, bo tudi vabilo, ko pride v Gorenjo vas gospod Rado Pezder, ki bo predstavil svojo knjigo Vzporedni mehanizem globoke države, kjer boste tudi videli, da tisto, kar se je dogajalo pred 20, 30, 40, 50 ali celo 70 leti, neposredne posledice čutimo še danes v taki ali drugačni obliki. Še enkrat hvala vam, gospod Petek, in to je bilo za danes vse. Če bi kdo rad kupil, bom rekel kupil, seveda, boste mogli pogledati svoje denarnice ven, knjigo od gospoda Petka, jih imamo tam nekaj, kdo še ni naročen na revijo Demokracija, se lahko tudi naroči. Hvala še enkrat sem in lahko noč.